Vesel sem današnjega srečanja z gospodarstveniki, torej malim gospodarstvom, ki je seveda za nas veliko gospodarstvo, ker vemo, koliko mala in srednja podjetja pripomorejo k naši gospodarski rasti, izvozu in predvsem zaposlenosti. In zato sem se jim tudi zahvalil v imenu, vseh državljank in državljanov, tudi vlade. Zdaj seveda naloga vlade, da prisluhnemo tudi njim, tako kot že pravzaprav ves čas želimo prisluhniti gospodarstvu. Veste, da pripravljamo davčno reformo, veste, da se trudimo na strani države vzpostaviti in že vzpostavljamo javno finančno vzdržno, gospodarjenje s financami. Veste, da delamo vse, da bi ohranili in spodbujali še naprej stabilno gospodarsko rast. Seveda pa tu so zdaj številni izzivi, kako modernizirati Slovenijo tudi na področju gospodarstva. In tukaj so zagotovo vse te pobude, vse te ideje, še posebej mladih gospodarstvenikov, izjemno pomembne. Tu jim moramo prisluhniti, gledati naprej, biti moderni, iti v digitalizacijo, iti v vse tiste odprave administrativnih ovir in ostalih ovir, da bo lahko tudi ta gospodarska sfera živela. Naj pa še poudarim, da, in to sem izpostavil tudi v svojem nastopu, da naloga vlade je, da gleda na Slovenijo kot celoto, na vse naše državljane in to na vseh področjih, od kulture, znanosti, šolstva do športa, sociale in vseh drugih področjih, tako da iščemo te sinergije, da se povezujemo in seveda gospodarstvo pa moramo tudi dati še več spodbude in pripoznati njegovo mesto kot izjemno pomembno. Na Gospodarski zbornici Slovenije smo tudi v okviru malih in srednjih podjetij prepoznali tiste ključne točke, ki smo jih na koncu predlagali vladi, da bi bilo potrebno na njih delovati. To je na eni strani resnejša davčna reforma, na drugi strani sprememba šolskega sistema, ki mora začeti producirati takšen kader, ki bo na dolgi rok zaposljiv v gospodarstvu in seveda ne nazadnje. Ključno je pa to, da želimo, da je Slovenija takšno okolje, v katerem lahko podjetniki na vseh nivojih, podjetja, mala, srednja in velika podjetja delujejo v primernem okolju, kot je v tujini.